Kar se tiče seveda tega zadnjega projekta, sem imel dobro šolo ravno pri teh obsežnih projektih, kot je frazeološki slovar, tudi za leksikon imen je ogromno podatkov, tako da se nisem ustrašil velikega števila in dejansko, ko začneš delati, ne smeš preveč razmišljati o tem, koliko imaš še za narediti. Enostavno moraš delati in upati, da bo enkrat se končalo. Enostavno moraš imeti dovolj volje, dovolj energije in dovolj nekakega, tudi nekega znanstvenega erosa, da vztrajaš in nadaljuješ to, kar si začel. Dejstvo je, da v bistvu vsak priimek je neka nova zgodba in pri vsakem se tudi nekaj novega naučiš, kako so tudi včasih iz najbolj nenavadnih besed znali ljudje najti neko predstavo, da so tudi, da tako rečem, našli poimenovanje nekega človeka, za katerega so mislili, da bodo s tem poimenovanjem tudi ga nekako označili, identificirali. Priimki so nastali tam po 10. stoletju in so večinoma, vsaj na našem ozemlju, nastali tam nekje okrog 15. 16. stoletja, v času, ko se je tudi izoblikoval tudi knjižni jezik. Iz raznih poklicev, vzdevkov in tako naprej so potem nastali tako imenovani priimki, za katere pa je značilno oziroma glavni pogoj ta, da so dedni. Dokler ni bil deden, da je bil vzdevek samo za posameznega človeka, pa da je njegov sin imel pa drugačen vzdevek, potem to seveda ni bil priimek, ni bil vzdevek. Kakor hitro je pa ta vzdevek prešel na sina, na potomca, potem je pa to bil deden in to je potem že prvi osnovni pogoj, da je nastal priimek. V času Trubarja so pa v bistvu že vsi, imajo že tudi tlačani, že večinoma vsi priimke, in te priimki so potem tudi nekako zapisani največ v urbari. Od leta 1985 naprej sem začel na radiu delovati in dejansko je pol bilo skozi tudi doma vsaj še en delovnik doma poleg službe, kako bi rekel. Poleg vsega ostalega, kar človek mora kot družino početi, meni je reševalo morda to, da nisem rabil več kot 5 ur spanja, da sem v bistvu veliko dela opravil, ko so že ljudje drugi spali.